Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, na stežaj odpiramo vrata Sorine radijske klepetalnice in vas vabimo v našo družbo. Danes prvič v takšni podobi in z našim prvim gostom, stand-up komikom, TV voditeljem, povezovalcem prireditev, improvizatorjem, ustvarjalcem video vsebin in rekreativnim ljubiteljem življenja. Pravi Rok Škrlep, dobro jutro, dobrodošel pri nas. Ja, dobro jutro, kakšna čast, ne moram verjeti, za prvega ste se mi izbrali, sem kar mal vzvišen, no, zdaj me je kar dvignal tole za dobro jutro, hvala lepa. No, z velikim veseljem tudi nas veseli, da si vzel čas in da te je tole prebudilo bolj kot jutranja kava, glede na to, da kolikor vem, nisi ravno ljubitelj zgodnjih jutr. Je bilo nekaj jamranja zaznati na Facebooku. Ja, so to za enega takega kulturnika kar mal še take zgodne ure. Je pa res, da se zdaj asimiliram. Zdaj imam enega mehanga otroka in me že dobro leto pripravlja na ta intervju, no. Da sem zjutraj že pripravljen, no, tako da je bo reči. Tako, da so jutranje ure tiste, v katerih se dan lovi in išče. Tako. No, zdaj začela sva s prvič, ne, pravijo, da prvega ne pozabiš nikoli. Kateri pa je tvoj najljubši spomin na prvič? Okej. Zdaj moram odmisliti vse ilegalne stvari, ki so se prvič zgodile. Ja, prvi poljub je klasika, po moje. Prvi poljub je klasika, že v vrtcu pod mizo. O, Marija sveta. Ja, takrat so se dogajali. Jaz sem v bistvu, nisem sploh povedal še svoje ženi, ampak sem 2-krat poročen. Oboje je bilo v predšolskem obdobju, ampak tako imam že kar pestro zgodovino, kar se tega tiče. Pa sva rekla, da bova govorila o legalnih stvareh. Se res. No, kako pa se potem po prvem poljubu spominjaš prvega nastopa na bazenu v Kranju, če se ne motim? Wow, res je. To je bilo, mislim, da leta 2013. 2013, ker letos obeležujem 10. obletnico nastopanja, se pravi, to je bil ten konc leta 2013. No, se pravi, ravno zdaj bo 10 let. Spomnim se, da sem imel res veliko tremo. Sicer sem prej že improviziral, malo sem bil vajen odra, ampak imel sem precejšno tremo. Doma sem tudi povedal pred domačimi ta material, ki sem ga pripravljal in so mi vsi prijateljsko svetovali, da mogoče pa ne grem na bazen. Ampak jih danes gledam, hvala Bogu, nisem poslušal in sem šel in povabil kar dosti svojih prijateljev, ki so prišli in so se delali, da jim je bilo ful všeč in sem bil občutek, da je bilo dobro, čeprav sem gledal ta posnetek. Ni bilo dober, ni bilo niti približen, ampak mi je pa dal toliko zagona, da sem šel vztrajal naprej. No. Ampak ja, spomnim se tisti par minut, preden sem šel na oder, ker so mi te metuljčki letali, neki se je v želodcu dogajali, občutki, ki jih danes v bistvu pri toliko nastopih sploh nimaš več. Je pa res, da tudi spomnim se tistega dneva, točen celega dneva, ker sem cel dan preležal, zafrustriran, kako naj še te besede obrnem, da bojo na odru dobro zvenile. No in sladko-kisli občutki, no. Ampak je bil pa začetek dober oziroma dobra popotnica za vse tvoje nadaljne delo. Če smo zdaj še pri tistih začetkih, morda, kaj pa te je sploh vleklo v svet improgledališča, v svet nastopanja? Je bilo to odličnjak, pa bo pa Rok zdaj tole zrihtal? A je bilo kaj drugega krivo? Ja, nisem bil zares odličnjak. Jaz sem, bil sem v osnovni šoli, pa še to v 9. razredu sploh ne več. Pol sem pa konc prvega letnika na gimnaziji sem videl, da se pri nas to dogaja in sem si rekel, ja, zakaj pa ne bi jaz tega tudi probal. Bil sem precej introvertiran drugače otrok, tako sem se vsem kar zase znal držati, nisem bil tako sproščen, recimo v okolju, ki meni ni bilo domače. In sem se zato nekako porinil v ta bazen in pol je bilo strašen fajn. In sem nadaljeval s tem 2 leti in potem še stand-up, no in pol se je pa to število nastopov, vaj, vsega se je povečvalo in pol
v bistvu kilometrina prinese pol, da postaneš suveren. Kjerokoli stvar na začetku se lotaš si za nič in to moraš sprejeti in moraš delati, dokler si ne postaneš malo manj za nič, čez par let sprejemljivo dober in poj čez nekaj let pa dober. In zasvojen s tem, kar počneš, da potem kar ne moreš in ne moreš nekaj. Ja, jaz mislim, da je ta neka zasvojenost in je včasih to dobra stvar, včasih je pa tudi res imaš ta občutek, kot da je pri kakšni drugi drogi. Res, recimo med korono smo opazili, ko ni bilo odrov in nam je manjkalo, smo imeli prav krizo, tako in polk je prišlo nazaj, je bilo res neko tako olajšanje, no. Tako da ja, pa isto se dogaja pred nastopi, adrenalin ti mal nabije, ko končaš ti gre mal dol in je res eni taki loki so in pismo pol res, ker rabimo nastopati. Je pa res tudi, da če imaš pa res dosti nastopov, pa pol pa ti tudi pa še kakšen teden, dva odmisliti, no, to pa res. No, midva bova zdajle odmislila pogovor za kakšno minuto, 2, 3, 4, čas je za glasbo, potem pa, vam povemo tudi, katere sestavine potrebujete za to, da boste v življenju srečni. Sorina radijska klepetalnica na stežaj. 20 minut čez 8 je, Rok Škerlep ostaja z nami in kot obljubljeno, zdajle nadaljujemo s ponedeljkovim jutranjim klepetom, tokrat s telovadbo za naše možgane. Male sive celice so nekaj, kar zaznamuje pravzaprav tvoje delo in življenje. Kako navdušen pa si bil nad začetkom sodelovanja s televizijo Slovenija, glede na to, da si kot mulc praviš spremljal tale kviz tudi sam? Ja, to je v bistvu bila verjetno najlepša stvar, ki se mi je zgodila v življenju. No. Kar se kariernega področja tiče, sigurno. Na začetku na audiciji je bilo, zdi se mi, 140 ljudi prijavljenih za to delo in tudi meni so na začetku rekli, da se niso odločili zame in pa so me poklicali vse, no, daj pa priti še na drugi krog audicije in sem prišel. In se mi zdelo, da je bilo mi tako težko, da se nisem dobro znašel, da nisem znal pokazati sebe v pravi luči. In me kliče, bil sem pa še z Jušem, ki je danes moj sovoditelj, skupaj sva bila v paru na audiciji in takrat smo mislili, da bo sam eden izbran. In Juš je bil toliko suveren, vse mu je tekel in z Jušem sva tudi odprej prijatelja, dobra prijatelja. In po audiciji sem rekel, evo, če sem zdaj izbran, se bom kar malo slabo počutil, jaz res upam, da boš ti. In pa je bil on, ne, pa se nis bil tako slab, tako reki. In pa so me poklicali, ne samo to, da sem bil izbran, ampak da sem bil skupaj z Jušem izbran in to je bilo pa tako, the best. In pol res v bistvu, sploh zato, ker to je taka oddaja, ker od vseh sem se jih najbolj mi je bila ta všeč, ko delaš z otroki, to je meni fino, ko otroci v show biznisu danes vidiš fulenga pretvarjanja, tudi pa tega, jaz sem tako hud. V bistvu otroci so pa iskreni in zato je meni z njimi toliko dobro delati, ker oni bojo povedali, če jim kaj ni všeč, ko so veseli, bojo veseli, če so žalostni, so žalostni. In to je nekaj, kar je res veliko vreden. In pol prva sezona, ne moram reči, da je bilo enostavno, nihče ni rekel, da bo. Jaz sem bil bolj odrovajen, pa smo prišli pred kamere in celo ni bilo publike, takrat občinstva, ker je bila korona. In tehnično je kar zahtevno, da ti moraš vedeti, kdaj je kera kamera, kakšen tip vprašanj, kaj se zgodi zdaj. In pol si res fokusiran z mislimi sam na to, kako boš tehnično spelo, ne moreš biti pa zares ti. In zdaj 3. sezono smo začeli in zdaj, ali pa kakšne pol leta nazaj, se mi zgodilo, da sem pa res začel tako, da sem postal sproščen, da sem začel uživati in da mi je nekako oddaja res zlezla pod kožo. No, niso pa iskreni samo otroci, ne? Tudi ti brez težav priznaš, da so vprašanja o malih sivih celicah zelo težka in da na približno 2/3 znaš odgovoriti. Pri ostalem pa plonkaš. Ja. Marsikdo misli, ti si pa voditelj, ti pa veš vse. Ja, vem, zato ker sem dobil prej odgovore. Če jih ne bi, res neka ta 2/3 in vedno znova me preseneča, koliko so otroci brihtni. Res je, da se jih veliko prijav, letos se je čez
300 ekip prijavili in da v studio jih pride 32, sam najboljši. In res pride ta smetana brihtnih glav iz vse Slovenije, ampak me vsem vedno znova preseneti, kdaj kar ustrelijo kakšen odgovor, za katerega ti še slišal nisem. Predvsem zato, ker to počnejo pred kamero, kjer je življenje bistveno težje, ne? Ja. Sej, mi veliko delamo tudi na tem, da so pred kamero kolikor se da sproščeni. Se pravi, mi naredimo prej že par improvaj, da se spoznamo in da otroci zelo malo lahko odmislijo, da so kamere tam. In sploh ta prvi krog, ki so prvič v studiu, so res mečkan še zadržani, a ne? Tudi to so otroci, ki veliko vejo, ampak so tudi kakšni precej introvertni, težko kaj spravaš iz njega. Tako da je tudi to ena umetnost, da ti njega pripravaš, da se malo sprosti. Ampak ja, pol nek drugi, tretji krog so pa že, se pa vidi, da že samozavest raste, da imajo tudi oni studio že pod kontrolo in so včasih jih moraš pa že miriti, pa malo držati nazaj. Tako kot so mirili in držali nazaj tudi tebe in tvoje prijatelje? Ja, jaz sicer v Malih sivih celicah nisem nastopal, sem jih pa enkrat šel gledati, vem, da šolo smo šli. Ja, so pa tudi, recimo, ko sem bil otrok, sem tudi tam, kjer sem se počutil udobno, recimo v krogu družine ali pa kaj taga, sem pa zmeri kaj v špiču. No. In tudi v osnovni šoli in v gimnaziji sem nadaljeval s tem trendom takih prisrčnih lumparij, ki smo jih mi v šoli delali. Tudi takih, ki so se znašle v črni kroniki? O moj bog, kaj si ti, kakšno raziskavo si ti naredila, Jana? Oj, ja. Verjetno govoriš o tem motorju. A je bilo še kaj? Ja, tudi. Ampak to vem, da je bilo mogoče kje. Ja, kupili smo si s prijatelji, vsak je dal 20 evrov, 5 prijateljev, kupili smo si enega Tomosa za 100 evrov in nič nismo vedeli o motorjih in smo tankali, ne vem, smo tankali čisti bencin, ki bi mogli mešanco, mislim, da je bilo to in ni užgal. Dokler nismo toliko časa vžigali, da je užgal. In je začel goreti motor in nismo vedeli, kaj narediti, pokličemo gasilce in poj zagori še živa meja od moje zelo dobre prijateljice, ki je še vedno prijateljica, precej zanimiv, ne? Kljub temu, da smo ji požgali živo mejo. Ja, in pol je bila pa zgodba nekako tako, da so policaji prišli, popisali in jaz sem mogel dati kot mladoletna oseba številko od mojih staršev in tako itak tečem domov, mami, če bojo kaj policaji klicali, ni bilo nič, neki se je malo začel kaditi, ampak vse je bilo, mi smo imeli čelado, vse je bilo legalno. In pa je pa babi, ki je pa vedno spremljala črno kroniko, je pa moja mami klicala čez že isti dan zvečer, da so huligani v stražišču zakurali motor in da je tudi živa meja pogorela. No in pa sem bil, kako se ti mu reče, house arrest za en teden, no, tako da ni bilo prehodovno. Moja mami vsem predvsej bila tolerantna do lumpari. In o kakšnih takšnih in podobnih bo tekla beseda tudi v nadaljevanju, zdaj pa so z nami Pliši in Kužija. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Na stežaj odpiramo vrata v vaše domove in tudi v življenje našega današnjega gosta, Roka Škrlepa, mojstra, ki ima recept za srečo in ki rad tudi potuje. Rok, menda rad raziskuješ oziroma si včasih zelo rad raziskoval tudi Slovenijo. Ja, res je. Zdaj, včasih smo imeli to navado, da smo z družino najprej precej potovali po Sloveniji, vsake prvomajske počitnice smo šli za en teden s spalnimi vrečami, brez šotorov, brez česarkoli hoditi po Sloveniji in pol smo hodilci v dan, si kuhali zunaj v loncih na ognju in pol smo šli spat v kakšne zapuščene senike ali pa kakšne, ki so nam ponudili prenočišče, tudi zunaj smo že spali kar dostkrat. No in pol se me je ta navada kar prijela in sem v mladih letih tudi v mladih se joj, grozen se sliši. Ja, zdaj si pa res že tam, tik pred penzionom. Ne, ampak veliko sem hodil, pol tudi se me je držala ta navada in sem precej hodil tudi po hribih in kasneje tudi pol po svetu. Tako da ja, o tem
potem sem celo napisal ta prvo svojo predstavo Svetovne fore, ki pa bo čez nekaj tednov tudi na YouTubeu posneta. Zdaj je bila lep čas v fazi montaže, zdaj pa jo bomo dali na svetovni splet, tako da si jo boste lahko pogledali čez nekaj tednov na mojem YouTube kanalu Rok Škarlep. Katera svetovna fora ti je pa po tvojem mnenju najbolj šratala? Verjetno, dajmo reči, najbolj si ljudje zapomnejo to, kako smo v Kazahstanu z rokami tlačili kona v prtljažnik. To ni bil nek kombi, ampak kada po našega ta starega golfa tlačili. In to so z nekim starim gospodom kazahstanskim sva dvignila dejansko kona, ga dala v prtljažnik in pa smo mogli kupiti stisniti, da se lahko gepek zaprl. In nisem vedel točno, kam tega kona pelemo, ker mal sem imel slabe občutke, ne, kaj to je Kazahstan, kad danes ne ubogaš, jutr si na krožniku, ne. In pol sva ga pelala v bistvu v hribe na pašo, no, tako da to je bila taka zgodba s srečnim koncem, ampak ja, ravno to zgodbo s konjem si ljudje kar zapomnejo. A pa recimo z Japoncem, ki je sredi Kazahstana govoril v polomljeni primorščini, to recimo tudi. Ja, človek marsikaj doživi na tem svetu, in ti si en tak, ki zna najti posebne zgodbe, posebne projekte. Eden takšnih je bil tudi projekt menjave. Ja. Ti si začel s šraufom, ne? Ker si ga slučajno našel pri obnovi doma in do kam si prišel? Jaz sem se pri harmoniki izgubila. Ja, jaz sem se tudi pri harmoniki zbudil, zbuditi bi se tudi rabo. Ampak ja, pri harmoniki sem se nekako ustavil, prišli smo vmes projekt življenja, projekt otrok, projekt poroka, projekt male žive celice in je malo obstal, ampak zdaj glede na to, da imate tukaj le na Radio Sora, zadnje čase opažam nek narodno-zabavni motiv, trend, pa mogoče kakšen tukaj človek, ki tudi išče klavirsko harmoniko, 80 basno, melodija Mengeš, je na voljo za menjavo. Če imate nekaj podobne vrednosti, česar bi se znebili, bi pa dobili harmoniko, dajte mi pisati na mail, vse piše lahko tudi na spletni strani so vsi podatki, dajte mi pisati, pa spet zaštartamo, ker zaenkrat je ta projekt neko fazi, kjer je, dajmo reči, projekt drugi tir slovenskih železnic. Mogo bi se zgoditi, ampak nihče ne ve, a se bo, pa če se bo, kdaj se bo. Tako da, če hočete pohitriti ta moj drugi tir, me lahko kontaktirate. Torej, vsi, ki vas zanima klavirska harmonika, pri Roku je ne rabite kupiti, ampak jo lahko zamenjate. Težko pa bodo verjetno s tabo zamenjali recept za srečo. Kako to, da si svetovnih for potem šel na nekaj tako vsakdanjega, kot je sreča? Ja, to je tudi ena taka zanimiva stvar. Vedel sem, da želim napisati predstavo. Vedel sem, kako se predstave hočem lotiti, da hočem, da je veliko glasbe, hočem, da je humor na drugo žogo in tako naprej. Nisem pa vedel, kaj bo rdeča nit. In pol sva z režiserjem Urhom Mlakarjem sva šla na intenzivno pisanje na njegov vikend in tam prvi dan najprej obračava, ampak nisva pa še kar našla te rdeče niti. Čeprav sva cel dan pisala, veliko sva napisala, nisva pa vedela, kaj bo za rdeča niti. In pol zvečer sva pustila pisanje za sabo, sva šla na teraso, sva si odprla pivo in začela debatirati tako o življenju in začela debatirati o sreči. In na neki točki se spogledava in takrat meni klikne, ok, o sreči bo govorila predstava, ker to je stvar, o kateri se zares premalo pogovarjamo. Ker najdemo čas za vreme, za Eurovizijo, v katero ekipo gre Roglič, za vsak fafel si najdemo čas, ampak za vprašanje, si srečen ali pa kako biti srečen, si pa včasih, se mi zdi, ne znamo vzeti časa. Zdaj, bilo bi malo prepotentno, če bi bilo zdaj, poslušajte tega 27-letnega doštudiranca filofaksa, ki je našel odgovore na vsa vprašanja. Zato sem tudi predstavo tako zastavil Rok Škarlep išče recept za srečo. Se pravi, celo predstavo se nekako posvetim iskanju in nekako na to iskanje povabim tudi gledalce. In mogoče pa komu kakšna misel, da nekaj, kar lahko s sabo odnese domov, pa razmišlja, pa mogoče celo
sam pri sebi najde recept za srečo, ker sestavine ima pa vsak človek drugačne, se mi zdi. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Kokosi smo uživali, zdaj pa bomo uživali tudi v družbi Roka Škrlepa in beseda bo kot obljubljeno tekla o sreči. Kaj je tisto, kar tebe o sreči, Rok? Evo, zdaj smo pa začeli s težkimi vprašanji. Ne, včasih so, to opažam tudi v predstavi, včasih so najmanjše stvari, res te neke malenkosti, ki se ti zgodijo, sploh ne opaziš, da te osrečijo. Pa ko malo začneš gledati nazaj, pa vidiš, včasih so res te drobni trenutki, ne? In za te trenutke mislim, da je fino živeti. Danes bi imel srečo, če bi pravočasno štartal, ampak to pa se še nisem naučil. Ja, bo življenje še poskrbelo za to, ali pa, kako že pravijo, da pravzaprav največ zamudi tisti, ki je najbolj točen. Prav, ne vem, če je to dobro, da si mi to povedala. Lej, pa je vsaka stvar prav pride, tudi v predstavi si znal dobro uporabiti kar nekaj zgodb, kar nekaj reči, 6 songov celo prinaša predstava in vse eden je kar precej zgovoren. Precej je kar precej izgovornih na katerega. Pri pick-up-linih sem kot ženska mal podihala. Ta je tak govoril enemu prijatelju. Znam, da smo si na jasno. Čeprav je v prvi osebi napisan, se bolj sliši. Pick-up-lini, to je v bistvu ena taka pesem, ki najprej pick-up-lini so stvari, ki jih povemo punci, ki jo probamo usvojiti. In se pravi, pol skozi pesem naštejem kakšen pick-up line in potem, če stvari ne grejo v redu, tako kot v zvezah, kdaj ne grejo, sem pa za vsak slučaj dodal še drugo kitico, ki so break-up line. Kako je s punco narazen, če ne znaš izbrati ta pravih besed. Tako da jaz v tej pesmi dam nekaj predlogov. Si se potem doma distanciral v stilu pred uporabo oziroma poslušanjem, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, da jih nisi dobil po glavi? Eva je navajena vsega hudega, dajmo reči, vzela me v paketu, tako da tudi to vzame, da je kakšna taka stvar, ki je napisana, ve, da je to fora, ve, da jo imam rad iz srca, ampak da pač smo si moški in ženske, smo si različni in ona to sprejme, no, hvala Bogu. Se drugače pa bi bilo težko za skupaj. Verjetno bi res težko zdržala, ampak bi pa vsak posebej zagotovo imela tudi različne sestavine za srečo, ali ne? Ja, sigurno. Zanjo bi bilo gotovo malo bolj srečno, če bi bil jaz te dni malo več doma. Zdaj, ki je predstava res kar veliko, kol hodam. Jaz pa, če sem iskren, odkar je otrok, včasih čez cel dan z njim, pa kar pa še it, no. Kar pa še. Včasih sem takole zvečer, ko sem šel na nastop, sem rekel, zdaj grem pa delati, ne. Si pa rečem, zdaj se grem pa malo spočiti. Potem to drži, ne? Je, ko je, raje grem. Kakšna Murska Sobota sem že tam. No, potem pa bomo, zdaj raje prisluhnili glasbi, delam, kar se ne smeje, naslednja, ki si jo privoščimo, preden zaidemo v nevarne vode in dobi kdo spakirane kakšne kufre. Vesoljc nam je delal družbo skozi glasbo, z nami pa ostaja Rok Škrlep. Roka, ti je kdaj kdo rekel, da si mal vesoljca? Ja, ta stražiški vesoljc. Ja, ker moji možgani kdaj delujejo na tak en čuden način. Res, sploh ti ne znam povedati. Kakšne stvari si ful zapomnim, kaj sem danes za zajtrk jedel, sploh ne vem več. Tako, zelo se, in kdaj kar nekaj ustrelim, pa mešam teme, pa vse. Tako zelo take vesoljske možgane imam včasih. Ampak na čase pa zelo, zelo natančne, vsej pri datumih in krajih ter urah nastopov. V domačem stražišču te bojo lahko prav kmalu videli. Ja, 23. in 25. novembra, se pravi 25. november je bil en tak prvi termin in se je tako lepo zapolnil, da sem odprl še enega. Tudi za 25. je še nekaj kart, ampak še zelo malo. Tako da smo pa 23. dali dodaten termin, oba večera ob 19. uri.
Pa ne samo v Stražišču, kolikor lahko vidimo na tvoji spletni strani, si kar leteč, z enega konca na ta drugega. Ja, zdaj se kar dogaja in sicer v 8. bom v Domžalah, tisti je že razprodan, no, ampak 9. Če kdo slučajno posluša iz Kopra, bom v Kopru in potem grem recimo, se pravi, tle v bližnjih koncih bom poleg Stražišča še na Jesenicah 26. novembra, bom pa neko spomladansko turnejico spet naredil, takrat pa planiram, da bom tudi mal, če se bom le zmenil, da bom prišel tudi na Loški oder nastopati, pa jaz upam, zamislil sem si, da bi tudi v Železenke prišel. Tam mi je fino, poznam kar nekaj ljudi, ker moj ati tam dela in tudi neke žlahte poznam in jaz mislim, se mi zdi, da bi bilo fino tudi, da tja pridem. No. Tako da bomo videli, če se bomo vse to zmenil, ampak jaz upam, da se bom. No. Zdaj, da ne bo favšije, kaj pa Poljanska dolina pa Žiri, da me ne bodo potem križali, a za nas ga pa nisi vprašala. Aha, ja, evo, v Žireh bom dejansko nastopal aprila, se mi zdi, ne s predstavo, ampak pridem nastopati, zdi se mi z Alešom Novakom in Perico Jerkovičem, tega datuma natančno ne vem, ampak aprila ziher pridem v Žiri, se pa tudi, če kdo kaj organizira z veseljem, pridem tudi s predstavo v Poljansko dolino. Te ure jutranje. Dobro, da so predstave ob 7. zvečer, to bom rekel. No, za vse organizatorje pa velja najti ob koncu nikar ne podarjajo čokolade z marcipanom. Prosim ne. Lahko kaj drugega, kozarc vina ali pa kakšna pica bo boljš. Zdaj, če sva že pri kozarcu vina, pici, to malce potegne na sproščanje. Kako pa si nabiraš energijo ob majhnem otroku, ob toliko predstavah, ob delu doma, ob ženi? Ja, se žena mi daje energijo. Jana. Ne, hecam se, košarka. Košarka me res uveri, sprosti, to zelo rad, pa v hribe grem rad, pa kitaro zelo rad igram, tako, da sestavljamo tudi eno pesmarco zdaj za akorde, eno smo že izdali, zdaj pa delamo novo verzijo, tako da te stvari, muzika, narava, gobe sem zdaj zelo rad šel nabirati, to me čist pomiri, zdaj sezona se končuje, tako da zdaj bo treba kaj drugega najdeti, počas bo prišla turna smuka, to tudi rad počnem. No, o tem, kaj vse še rad počneš in kaj vse boš še ustvaril, bova zagotovo še kdaj govorila pred našim mikrofonom. Kdo bi rekel, da gre ena urica na vse zgodaj zjutraj tako hitro mimo? Bova pa zdaj le zaključila z eno tako malce morda bolj filozofsko temo oziroma filozofskim razmišljanjem. Si tudi šahist. Ja. Pa je bil zelo, zelo dober včasih, čeprav te je sestra premagala. Pa me zanima za konec, a lahko vsem nam daš eno tako dobro idejo, dober nasvet, kako v življenju vleči prave poteze? Wow. Ja, začnite počas, kraljice, ne da takoj ven še najprej razvite lahke figure. Če pa to potegnemo usporednice z življenjem, začnite počasi. Ne kraljice preveč hitro odrogdeti, no to, da vam je kdo ne vzame. Pa da je reči, da je bo to za šah ali pa za življenje. Torej, pazite na kraljico, uživajte v majhnih stvareh in tudi na predstavi v družbi Roka Škrlepa, kot smo slišali, prihaja tudi v naše konce. Rok, hvala lepa, naj bo ustvarjalno, naj bo odlično, naj bo srečno in srčno še naprej. Ja, hvala lepa, Jana. In vabljeni seveda vsi, res je, ko pridejo ljudje, cilj predstave je, da grejo ljudje mečkam bolj srečni domov, ker so na njo prišli in zaenkrat nam to dobro uspeva. Ena taka dobra energija se vedno ustvarja, tako da se veselim. Tudi mi se veselimo in hvala, ker si nas naredil tudi tole jutro malce bolj srečne.